Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Prve podatke o tem, da so Gregorčke spuščali v Tržiču, imamo z leta 1900, čeprav gre nedvomno za bistveno starejšo tradicijo. Ljudje so govorili že takrat, da gre za čevljarsko tradicijo, da to tradicijo poznajo tudi osnarji in nekateri drugi rokodelci, ampak kot poskušamo v knjigi pokazati, gre za stvar, ki se je razvijala že v predkrščanski dobi, namreč mnoge stvari v povezavi s to šego kažejo sledi predkrščanskih verovanj. Na Gregorjevo, na primer v Tržiču kurijo kres, na Gregorjevo vihtijo goreče metle v obliki osmic, v obliki krogov. Poleg tega je pa ta prostor v Tržiču, kjer spuščajo Gregorčke, povezan z nekaterimi drugimi točkami v prostorih, ki vendarle kažejo tudi to povezavo s predkrščanstvom. Namreč poletni kres so kurili na Veliki Mizici, cerkev svetega Jožefa in lokacija, kjer se spuščajo Gregorčki, pa stoji v ravni črti še s Pehtro babo, kot imenujejo eno skalo na Kamnjaku. Poleg tega pa cerkev, ki jo imamo v Tržiču, župna cerkev v povezavi z lokacijo spuščanja Gregorčkov, tvori obredni kot 23 stopinj. Tisti, ki se ukvarjajo z praslovansko mitologijo in predkrščanskimi verovanji, bodo vedeli, da gre za prostor, ki ima kulten pomen za določeno okolje. Kakšen pomen ima pravzaprav Gregorjevo? Pravijo, da se na ta dan začne pomlad, ko se ptički ženijo. Ja, to je ena od vlog Gregorjevega, namreč sveti Gregor je po starem koledarju godoval na prvi pomladni dan. Med ljudmi se je ohranilo to prepričanje, da sveti Gregor prinese pomlad, da gre za prvi pomladni dan, čeprav danes se pomlad začne pozneje. In v povezavi s tem so žive mnoge šege. Tako govorijo marsikje na Slovenskem, oziroma skoraj povsod na Slovenskem, da se ptički ženijo, torej imajo svojo ohcet. Včasih so mame peljale svoje otroke na travnik, v kakšno grmovje skrile piškote, sladkarije in so govorile otrokom, da je to ostalo od ptičje ohceti. V Prekmurju so poznali gregoracije, fantiči so hodili od hiše do hiše in koledovali. Kmetje so na Gregorjevo začeli z nekaterimi kmetiškimi opravili. V krajih na Gorenskem, predvsem v Tržiču, Kropi, Kamni Gorici, Železnikih, pa tudi ponekod drugod, ne samo tu, tudi drugi kraji so poznali to šego spuščanja luči po vodi. To je pa stvar, ki je v knjigi podrobno obravnavana in primerjana tudi s sorodnimi šegami, ki jih poznajo drugje v Evropi. Že v Železni Kapli, na primer, luč po vodi spuščajo na svečnico, na predvečer svečnice. Luč po vodi spuščajo tudi na Bavarskem, v Švici, ponekod v Franciji. Lužiški Srbi so poznali to šego, tako da tukaj ne gre za neko stvar, ki bi bila razvita oziroma znana samo na Slovenskem, ampak je to širši evropski fenomen povezan z obdobjem, ko ljudje še niso sprejeli krščanstva in ko še niso verjeli v enega Boga. No, na ta dan se spuščajo hišice po Tržiški Bistrici. Iz kakšnih materialov pa so bile v začetku narejene te hišice? Prva omemba govori, da so bile hišice izdelane iz papirja, torej leta 1900. Tudi pozneje so te barčice, hišice, še drugače imenovane te predmete izdelovali predvsem iz papirja in iz lesa. Imamo pa tudi podatke o tem, da so po vodi spustili jerbase, v katere so dali oblance, polili jih smolo, jih zažgali in potem jih je voda odnesla, košare. V Kropi so znani podatki o tem, da so coklo oblili smolo, jo prižgali in spustili po vodi, pa tudi če kakšne druge stvari. Seveda se pa Gregorčki razvijajo. V zadnjih letih izdelujejo v vrtcih, na šolah v Tržiču razne Gregorčke, raznih oblik in na ta način šego, nekdanjo šego povezujejo s sodobnim časom, razmišljajo o dediščini, se ukvarjajo z dediščino, jo pa vendarle vidijo na tak način, kot jo vidijo. In mislim, da je to tudi prav, to je tudi eden od načinov, da se bo šega ohranila. Šega mora imeti svojo funkcijo v svojem času, čeprav je zdaj preoblikovana seveda v turistično oziroma vzgojno prireditev.